Dobrodošli v Tehnoparku Celje. Moje ime je Marjeta in nahajamo se v kulinarični učilnici. Tukaj pa potekajo zelo znane kulinarične delavnice pod znamko Celje kuha. Danes je z nami Petra in sicer petracatering.si. In dobrodošli na prvem spletnem doživetju pod znamko Celje kuha. Hvala lepa, Marjetka. Hvala, Petra. Lep pozdrav, jaz sem Petra Zlatoper, Celjanka iz Tolmina in se že celo svoje delovno obdobje ukvarjam z turizmom in gostinstvom. Tako da bom danes predstavila nekaj jedi iz halštatskega obdobja, rimskega in srednjeveškega obdobja. Evo, prva jed, ki jo bomo danes predstavili, je pravzaprav namenjena za zajtrk in sicer so to hruške z lešniki, z prosenimi kosmiči, namočenimi rozinami in medom. No, v halštatskem obdobju se je naselbi na našem področju imenovala Keleja in sicer na Miklavževem hribu, kjer so ohranjeni tudi ostanki iz tega obdobja, tudi nekaj posode. Tako da zato tudi začenjam tako naše kulinarično potovanje v tem obdobju. Danes bomo pripravili eno tako jed, ki je zelo uporabna tudi za domačo opeko in sicer se imenujejo kruhki z sirom ali libum. Zato potrebujete malo rikote ali pa kar navadne skute, malo feta sira ali pa nekaj, lahko tudi uporabite mlad sir, jaz sem dala kar tole feto, vse lepo zdrobite. Malo popra, malo soli, ampak ne preveč, zato da, ker je že feta dosti slana, dodamo še približno 20 dek moke in pa jajce, da vse skupaj lepo poveže. Seveda pa vsi Rimljani niso živeli enako, revni del prebivalstva je živel zelo skromno in ohranjen na Ptuju je ohranjen en napis, ki pravi takole: vino, kruh in redkvica, siromakov večerica. Zdaj iz tega bomo naredili 6 hlebčkov, približno enakih hlebčkov. No, značilno za rimsko kuhinjo je tudi uporaba zelišč in začimb. Začimbe so bile zelo drage, ker so z osvajalskimi pohodi so oni v bistvu prinašali potem na to področje različne začimbe in jih seveda tudi uporabljali. In se položi na lovor. Na lovor zato, da se ta kruhec, potem hlebček navzame tega okusa lovorja, tak čist en poseben okus dobi.
Druga jed, ki jo bomo danes pripravili iz obdobja starega Rima, je tale leča, ki smo jo prej skuhali. Tole imam jaz zdaj tako zeleno lečo. Zanimivost rimske kuhinje je, da so bile jedi sladko-kislega okusa in proti koncu rimske dobe v bistvu se sama jed niti ni več okušala, ampak omaka, s katero so bile te jedi prelite.